Lepo pozdravljeni vsi skupaj na kanalu Greg Skort, ponovno z vami Gregor. In dajmo obdelati novo tekmo, novo srečanje Luke oziroma Dallasa. Vse skupaj je že malenkost žalostno, ampak ker je ravno tako zanimiva tema, ker je bil ravno zelo zanimiv nasprotnik z odmevnimi imeni na drugi strani, in zato, ker se je v bistvu v igri Luke in pa samega Dallasa zgodilo toliko zanimivega, se moramo po krajšem času spet lotiti nove zadeve. Tako da, dobro se namestite, usedite nazaj, kjerkoli že ste, in gremo, vzletimo, kako bi lahko rekli. Skratka, naša zadnja tema je bila o malenkost v narekovajih prebuckastem Luki, prebuckastih ličkih Luke, malo preveliki teži, poškodbah in pa premajhni regeneraciji. Točno to, o čemer so govorili čez celotno tekmo, ne celotno, ampak čez večino srečanja ameriški komentatorji na čelu z Reggiem Millerjem, Charlesom Barkleyjem in ostalimi. Pa Twitter je ponorel glede tega. To se še dotaknemo v nadaljevanju, že zdaj pa vas lepo povabim, da se naročite na moj kanal Greg Skort. Zakaj? Zato, da boste čim hitreje dobili podobne analize kot je tole, highlights in vse, kar k temu spada. Vabljeni. Torej, sama tekma, Mavsi proti Brooklyn Netsov. Že nasprotnik je napovedoval nek zanimiv večer in prvi polčas je v bistvu nakazal zelo fino zadevo. Da se na začetku naslova svojega dotaknem, ne me takoj napast, ampak bom razložil zadevo, zakaj se gre. Skratka, prvi polčas zelo zanimiv. Dallas je vodil, Luka je igral odlično. Odlično je igral, razen prvo, kar je v oko padlo, mislim, da svoji prvi ali drugi točki, se vseeno, tako je začel šepati in se počasi vrnil v obrambo. Dejanski prvi znak, da ni v redu, da je miljo stran od 100%, na katerih Luko poznamo, in potem še je določeni prosti meti sredi tekme in se oglasi Reggie Miller in sprve spraši izjavo o tem, da verjetno Luke še ni videl v takšnem fizičnem stanju. Mišljeno je bilo v kilogramih, no. Zato, ker se tudi izrazil v smislu, da tako obilnega še ni videl, ne. Ja. To je nastal malo problem Luke in zanimivost. Novinarji so se po koncu tekme navezali na to trditev in Luka je v bistvu priznal: I had a long summer, I had the Olympics, took 3 weeks off, relaxed a little bit, maybe too much, I've just got to get back on track. Se pravi, priznal je, da je za njim dolgo poletje, olimpijske igre, to je jasno, in da se je po samem zaključku olimpijskih iger vzel 3 proste tedne, mogoče malenkost preveč, tako je sam ocenil. So tudi neki indici, se pravi neke informacije so prišle ven, da je Luka prišel na priprave in to že drugič zapored z 260 lbs, to, če preračunamo, je tam okoli 116 kg. Tole je malenkost preveč, ne. Skratka, tudi mimo ameriških komentatorjev, novinarjev, ki so seveda na takšne informacije res nori, ne gre. Dajmo se dotakniti nazaj malo tekme proti Netsom, ker je bila tako specifična in me je tako razjezila sredi noči, da bi znorel najrajši. Skratka, srce me je bolelo, ko vidim tiste podaje Luke, ki jih vidi samo on, pa Miloš Teodosić, pa ne vem, jih je zdajšnji trener njegov včasih videl Jason Kidd, ki res imajo oči, ki vidi on 2-3 poteze vnaprej, pol pa pridemo do njegovih soigralcev, pa ne zadanejo. Dobro, težko jim je zdaj to zameriti, da ne zadanejo. Enostavno niso v pravi formi. Je zdaj, zakaj je takšna razlika med eno izmed najboljših napadalnih moštev lansko sezono in letošnjo praktično isto zasedbo, je težko reči. Morda manj trenirajo met na treningu, ne vem. Kakorkoli, to boli. Kaj se je letos zgodilo z metom za 3 točke, mi ni jasno. Finney Smith, Tim Hardaway sta imela ob samem zaključku tekme, tam minuto 2 do konca, 2 taki priložnosti za priključitev, da odprti meti čisti ne gre.
Luka prodre, poda, Porzingisu na meter stran od obroča, pri 221 cm bi ga moral trga dol, ne, bila je osebna napaka nad njim, vsaj to, skratka, ne štimajo zadeve, kakor ne morejo priti skupaj letos, škoda no, res. Pa Porzingis je imel kar solidno tekmo, posebno prvi polčas, 10 skokov, mislim, da celo v prvem polčasu že pa 15 točk na koncu, nekaj tajega. V glavnem, zelo solidna predstava, Luka isto, na koncu je zadev 2 trojki, ena še posebej spektakularna od table preko Aldridgea ob samem zaključku. V glavnem, prvi polčas je bil suveren, mislim, da je nekje celo 17 točk bilo razlike. Na koncu pa ena dobra četrtina Netsov in so postavili vse na svoje mesto. Mislim, ko igra mačke z mišjo. Res, to je izgledalo smešno. Durant se je v enem trenutku odločil, daj mi žogo, ni imel ekstra pritiska v obrambi, pa da ga je, bi rekli na Štajerskem, v glavnem, on je zadel tisto, kar je moral zadeti. To je bilo to. Ampak enostavno Dallas v tem trenutku ni sposoben premagati malenkost boljše ekipe. Ni. Jaz mislim, da so tudi v tem trenutku že pod polovično uspešnostjo zmag oziroma porazov. In to je težava. Nadaljna težava, ko sem prej govoril o metih za 3 točke. Pa vi veste, da so imeli danes 46 metov za 3 točke. Pa recimo, da bi bilo to upravičeno, če bi zadeli polovico metov. Pa kaki polovico? 19,6% met za 3. 9 od 46. Pa lepo vas prosim, no. Pa kako ne vidiš tega? Skratka, Luka je dal vse od sebe, kolikor je lahko dal. Na koncu 28 točk, 9 asistenc. Teh asistenc bi lahko bilo spet 18 po moje, ampak pustimo to. Večji problem je, da Luka se ne more vključiti v napad v malo hitrejšem teku. Kaj šele, da bi se v hitrem teku ali kakem šprintu vračal v obrambo, ma ni šans. To jaz ne pripisujem zdaj neki težavam s kilogrami, ampak očitni poškodbi, ali kolena ali gležna. Zato, ker ne šprinta. Igro je v tem trenutku povsem prilagodil, ful uporablja da si naloži nasprotnika na hrbet, se pravi hrbtno igro. S hrbtom igra proti košu, tega zelo dosti zdaj uporablja. Potem malo zaključi ali pa sledi podaja praviloma ven na trojko. In zelo težko prebije prvo linijo. Valjda so oni agresivni, pa bojo to izkoristili. Zdaj v tretji četrtini in tudi v četrti so ga celo rahli pressing čez celotno igrišče nad njim izvajali, ne. V glavnem, Dallas spet, ne, v drugem polčasu oziroma tretja četrtina so še nekako zdržali, v zadnji četrtini pa so se zbrisali s parketa. Kar nehajo igrati, ko se tekma lomi. Pismo, prav enostavno ne vejo, kaj bi. Recimo tudi Luka je svoj prvi koš iz igre v drugem polčasu dosegal 5 minut in 35 sekund do konca srečanja, ne. Mogoče je malenkost narobe igral na koncu, Fulitz se je zanašal na podaje, iskal svoje igralce, ki niso zadevali, sam je pa mogoče malo premalo pogledal proti košu. Pa še procent meta mu je spet padel v koncu, ne. Zdaj spet, ali enostavno ne zdrži fizično, ali ga poškodbe ovirajo na koncu, enostavno ne zdrži, no. In pol na koncu seveda Dallas potegne kratko, ne. Žal. Glavnem, še ena zanimiva zadeva se je zgodila, Harden je na koncu malo vzel žogo v roke, če je ni Durantov je Harden in je pač prebril Luko na prvi liniji, da bi kdorkoli skupaj stopil v raketo, da bi kdorkoli pomagal, ma ni šans. Ma kakšno pomaganje v obrambi. Trenutno tega ne poznajo. Mislim, to me res me razjezil take zadeve. In pol, ne, se vemo, ne, NBA je na TNT-u prenašal tole v prime timeu. Se pravi, sama znana imena, Shaq, Kenny Smith, Charles Barkley in tako naprej. V glavnem, če oni vidijo, potem je jasno vsem svetu, da nekaj je na temo, ne. Mislim, da je bil Charles Barkley, ki je dejal I hate seeing Dallas wasting this kid's career. Referring to Luka, of course, ne.
Mislim, mogoče še malo preuranjeno, ampak sej vemo, oni so brez dlake na jeziku in meni v glavnem, čak meni, da Luka nekako že malo izgublja to svojo kariero, svoj potencial pri Dallasu, zato ker enostavno v tem trenutku ga ne sledijo. Pa dajmo res na to razčisti zdaj. Luka je, kaj je, na 60%, a rečemo 60, a manj, več, ne vem. Lahko se dotaknemo tega v komentarjih. Pa je alfa in omega Dallasa. Pa da zdaj vzameš Luko, ma vse so mu vzeli Luko stran, vse počival na prejšnjih tekmah, zaradi poškodbe. Ma niso nič zmagali. Ma da vzamemo zdaj za naslednjih 20 tekem Luko stran, da si spočije tako, kak treba, da rehabilitira zadevo. Ma kaj bojo na 20 tekmah, bojo imeli 5 zmag? Ma daj jim 100 evrov zdaj, da ne je dobili 5 zmag. Ma ni šans. Ne vem, treba se bo pogovoriti ali kakorkoli je v ekipi, ker to vse skupaj izgleda kot ena sabotaža, pismo resno, no ne vem, ali res ne zadanejo nič. V enem letu, v eni sezoni prideš od ene najbolj nevarno napadalnih ekip do nekoga, ki ga z lahkoto pustiš prostega na trojki, pa samo se zboriš za svoj skok v obrambi, ma ne vem, no. Ne vem. Razjezijo me take zadeve in zdaj naslednja tekma je že danes proti Memphisu, če se ne motim, in ne vem, če je na koncu to vredno mojega spanca. Malo mi je za malo to, ne vem. V glavnem, tak je to, ne vem, norca se delajo pismo, ne vem kaj naj rečem, ni mi to všeč. Vas pa povabim, da seveda svoje mnenje, kot že mnogokrat prej, in hvala vam za to, izrazite v komentarjih, da predebatiramo o tem, kaj sem zdaj govoril, da predstavite vaš vidik samega srečanja, ni nujno tega, ampak tudi mogoče vseh ostalih vidik vaš na Luko, njegovo fizično pripravljenost, fizično kondicijo in nasploh poškodbe. Skratka, hvala še enkrat, da me spremljate. Gregor sem bil z vami. Za podobne analize, highlights in tako naprej vas vljudno vabim, da se naročite na moj kanal in boste takoj obveščeni o samih novostih. Do naslednjič, lepo vas pozdravljam, imejte lep dan, večer, jutro, kadarkoli že to poslušate. Hvala in lep pozdrav.